Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bom odgovarjala na vprašanje gospe, in sicer pravi, da že dalj časa prakticira dieto oziroma način prehranjevanja 16/8, saj to veste, ne? 16 ur ne ješ nič, potem 8 ur ješ, pa potem spet 16 ur ne ješ nič. V glavnem, začne ob 10 ta gospa jest in do 16 ure. In na začetku, ko je začela s tem načinom prehranjevanja, je nekaj šlo dol, kilogramov namreč, in zdaj nikamor več, oziroma vse stoji, oziroma gre gor. In res pazi, kaj je, in v glavnem 3-krat na teden vadba na lastni teži, vmes je bil sprehod, vse v redu, ampak zdaj enostavno nikamor ne pride. Kaj dela narobe? Ker v osnovi, če pa to moderna ta dieta 16/8 in vsem uspeva, mogoče samo vam ne. Ja, a veste, kaj ji manjka? Malo zdrave kmečke pameti. Vam razložim čisto po domače. Še vedno prakticiram in zagovarjam in verjamem v to, da naše telo potrebuje izobilje hrane, da lahko občuti to obilje in neha shranjevati. In kakor naše telo občuti pomanjkanje, začne šparati. Pač se ne ve, kaj pa če smo v dahavu in sploh ne bomo več dobili nobenega obroka. V bistvu ta sistem shranjevanja sem se jaz ujela že v puberteti, ker takrat sem imela prekomerno težo in sem se lotila hujšanja na princip manj žri. In v osnovi jedla nisem skoraj nič, bila sem kronično utrujena, imela sem težave s kožo, da ne rečem, koga nisem kam pošiljala, pač živčna sem bila. In v osnovi jaz danes vem, da sem takrat hirala, da nisem hujšala. In šele ko sem usvojila sistem srednjega glikemičnega indeksa, mi je bilo dejansko jasno, kaj se je dogajalo z mojim telesom. V bistvu, moje telo, vse, kar sem zaužila, je shranilo za slabe čase. In čeprav sem imela 20 let ali pa še manj kot 20 let, pač jaz nisem bila zdrava v svojem telesu, kar se pa absolutno pozna na moji krvi, da ne govorim o počutju. V glavnem, to, kar sem opisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, jaz še vedno prakticiram. Ni to neka modna muha, ki sem jo opisala samo zato, ker je fajn slišati, ampak zato, ker res živim to. In zdaj, če gledamo, kaj je ta sistem srednjega glikemičnega indeksa in to, kar opisujemo v tej knjigi, ko imajo hormoni žur. Jaz verjamem v to, da moramo spraviti hormone v ravnovesje. Pa se pa vprašate, kako naj to naredim? Ja, ne obstaja čudežna palčka, ampak če mi razumemo, da naše telo oziroma naši hormoni povezujejo čustva, misli in ta fizični del našega telesa. Se pravi, naši hormoni, to je brezžična komunikacija v našem telesu. In prav ključen hormon, ki vpliva na to, da se sproži nepopisna lakota, je hormon inzulin. In ko mi enkrat razumemo ta hormon inzulin, kako deluje, potem ni problem imeti zdravo težo. Glejte, jaz jem 5-krat, 6-krat, včasih 7-krat na dan in imam zdravo težo. Nisem suha in nisem debela. Ampak kar pa je pomembno, glejte, pri mojih skoraj 53 letih, jaz se počutam, zdaj bom rekla fantastično, jaz se res počutam, wow, jaz se počutam boljš, kot sem se počutila pri 20 letih. Dajte pomisliti to. In vsi pri dobrih 50 letih že jamrajo, ja, jem šo medaje, saj to je normalno, pa tako naprej. Ne, ni normalno. Naše telo je narejeno za dolgo živost, naše telo je narejeno, jaz verjamem, vitalnih let preko 100 let. Ampak vitalnih, tukaj se ne pogovarjamo, da zadnjih 20 let se bomo povlačili po bolnicah in šport, ki ga imajo danes mnogi starejši ljudje, a vam povem, kateri je. Nekoč so hodili k maši, pa so jamrali, danes pa hodijo k zdravnikom in na preglede. In bolj, ko hodijo na te preglede, vedno več se najde in potem tam se najdejo z enakimi ljudmi in govorijo o svojih težavah in pač ta človek razloži svoje težave, ampak ta drugi ima še večje težave.
In zdaj se mogoče nasmejete, ker rečete, pa saj to so moji starši. Jaz tam ne bom. Jaz tam ne bom. Jaz točno vem, da želim živeti vitalno preko 90 let. Se pravi, pred mano je 45, 50 vitalnih let in bom vse naredila tudi zato, da bo moje telo me do tja pripeljalo. No, zdaj pa pojmo na hujšanje. Na odgovor oziroma na odgovor za to gospo. Kaj naj dela drugače? Prva zadeva, kar bi morala začeti delati drugače, je prva točka ljubezni do sebe in to je jej. In kaj to pomeni? Ta prva točka ljubezni do sebe jej pomeni, da je treba telesu dati vsakih nekaj ur hrano. In pa boste rekli, ja, kaj pa tale dieta, ker zagovarja autofagijo in tako naprej. Tukaj so pozabili dodati, da ti lahko prekineš autofagijo, se pravi celično smrt in celično pomlajevanje, s tem, da prekineš to dieto, če ješ samo zelenjavo in beljakovine. Tega nihče ni povedal. In v bistvu tale dieta 16-8 bi bilo smiselno jo prekiniti, se pravi, gospa je od 10. pa do 16. ure, ona bi dejansko mogla ob 16. uri jesti zelenjavo pa beljakovine, ob 18:30 zelenjavo pa beljakovine in ob 21. uri zelenjavo in beljakovine. Pa bi pa videla, kako bi se počutila. Zdaj pa mogoče pomislite, pa kaj ne pa je zelenjavo pa beljakovine? A to misliš zrezek vsake 2 ure? Ne. Glejte, osnovnega znanja nam manjka. Kje dobite beljakovine? Grah? Ok, zdaj pa razmišljam, grah ne moram jesti kar tako žlico. Kaj pa recimo oreščki? Oreščke lahko jemo. Kaj pa skuta? Kaj pa sirotka? Na koncu koncev, jaz se tega držim, načeloma sem mesni tip. Nimam rada meso, jem zmed mesa pršut pa ribe, ampak obožujem skuto. Za vse tiste, ki zdaj že slišim, ker rečete, joj, jaz imam alergijo na mlečne izdelke. Kaj pa albuminska skuta? Albuminska skuta praktično nima vse laktoze, se pravi, tudi za tiste je primerna, ki imate alergijo na mlečne izdelke. Se pravi, če mi jemo vsake 2 uri pa pol, to pomeni, da sladkor ostaja v ravnovesju. Kaj se pa zgodi pri tej gospe? Zadnji obrok ob 16. uri, nej potem začne padati sladkor in enkrat pride do točke, ko enostavno njeno telo dobi informacijo, pa halo, jej. In ona se naje in karkoli da v želodec oziroma v usta, se direktno prilepi na njeno telo. Direktno. To je v bistvu tako, kot bi imela kar direktno gor na telo nalepljeno čokolado, pa kakšen piškotek, pa še kaj. V glavnem, ta post, ki ga ima ta gospa, ga lahko brez slabe vesti prekine z beljakovinami in zelenjavo. Zdaj pa še eno stvar, kar je pomembno. Pomembno je, da se pravi, eno je, da uravnavamo nivo sladkorja v krvi. In se pravi, jaz jem na 2 uri pa pol. Prvi obrok danes okrog 8 ure, 9, nekaj takega. Potem imela sem zgodno kosilo ob 12. Res, da je bilo 3 ure in zdaj naslednji obrok, tole, kar snemam, je ura okrog 1 ure, okrog 3. ure nek mini prigrizek, okrog 5., 6. ure beljakovine in zelenjava. In glede na to, da, kaj imam zdaj pripravljen? Glede na to, da zdaj nimam otrok, sem si včeraj skuhala eno lončnico in boste rekli, je to sploh užiten, ampak vam povem, da je. Zelje pa ajdovo kašo in v bistvu, zakaj sem dala ajdovo kašo? Ker če narediš sladko zelje, daš noter krompir, ampak krompir mene ushaja. Ajdova kaša ima pa nizek glikemični indeks in sem v bistvu na isti način skuhala kot sladko zelje. Kako se naredi sladko zelje, imate v tej knjigi, ko imajo hormoni žur. Ampak sem dala namesto krompirja ajdovo kašo, ravno tako zmiksam, na koncu dam majhen smetane noter in skuto. In nastane krasen obrok, ampak to je dobro, veste, to ni tisto, da te ruka in rečeš, tega ne morem jesti.
to je užitna zadeva. Gre se za to, da lahko ješ in pospečiš to celično smrt in obnovo. In zdaj, kako se pozna avtofagija? Kaj je sploh avtofagija? Avtofagija, ta sistem 16.8, zagovarja to, da pač moramo telesu zagotoviti, da lahko počisti odmrle celice in da v bistvu s tem naredimo prostor novim celicam. Avtofagija jo lahko spodbudimo s tem, da jemo redne obroke, da pospešimo proizvodnjo encima telomeraza, ki vpliva na telomere. Boste rekli, kaj je zdaj to? O tem sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur, in sicer DNK, celična, moram risati, da vam bom lažje razložila. DNK je opeta navijačnico in tukaj noter imamo DNK. In DNK je pripeta navijačnico z elastiko in ta elastika se ji reče telomer. Telomer je pa v bistvu, da se sestavi ta elastika, ki drži kromosom gor, je potrebno imeti encim telomeraza. Vem, kompliciran se zdi. Vam povem po domače. Če imamo mi zadosto količino B vitamina, pa C vitamina, pa cinka in beljakovin, naše telo dela encim, ki proizvaja to elastiko, telomer, in to pomeni, da zaradi tega se začnemo celično obnavljati. Pa spet rečete, ojoj, to je kompliciran. Ni to kompliciran, kakor je slišati kompliciran. Če vi zvečer, v večernem obroku, date telesu beljakovine in zelenjavo in če vzamete 1000 mg C vitamina, 1000 mg omega 3, vaše telo dobi čisto vse, kar potrebujete, da proizvede te encime in te procese in da ostane sladkor v ravnovesju in da se ponoči tvori rastni hormon in da se ponoči topi maščoba na trebuhu, ker se proizvaja hormon DHEA in to je hormon, ki je nasprotni hormon stresnemu hormonu in ta hormon DHEA nam stopi špeh na trebuhu. Joj, koliko je kompliciran. Pa ni, veste, pa ni. Tako, mogoče slišati na prvo žogo kompliciran. Zato sem knjigo napisala, ker vam želim pomagati. In v tej knjigi, Ko imajo hormoni žur, odprete na strani 139 nekaj idej za okusne večerje in pogledate mandlji in jogurt. Ok, šparglji z jajcem. Ok, ribe, naprimer file postrvi, in špinača, skuta, borovnice in prej pojemo pesta arašidov, pršut, mocarela, olive in orehi. Pa rečete, kje pa kruh? Ga ni. Zvečer ne smete jesti ogljikovih hidratov, zvečer ne smete jesti čokolade, niti tistega enega piškota. Nič, ker kakor vi zvečer date v usta nekaj, kar ima ogljikove hidrate, adijo. Vsi procesi. Lahko pozabite tudi na tole, sistem 16.8, pa na hormonsko ravnovesje in za vse ostalo. Ko zvečer začnete jesti sladkor oziroma vse, kar vsebuje škrob, adijo presnova. Adijo pomlajevanje, adijo tele telomeri, pa celična smrt, pa še kaj. In kaj se zgodi? Če vsak dan delate to zvečer, da en piškotek, pa en piškotek, pa en piškotek, postajate stari, zgubani, brez energije, predvsem pa špeh se začne nabirati na predelu trebuha. Joj, jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala. Vzemite v roko knjigo Ko imajo hormoni žur, drugo poglavje, načelo srednjega glikemičnega indeksa, jeste lahko čisto vse, od prve stvari do zadnje, in poleg tega vzemite omega 3 pa C vitamin. Zdaj, zakaj vam priporočam te dve, ki sta na moji spletni strani srečnoživljenje.si? Zaradi tega, ker omega 3 ne vsebuje noter težkih kovin. Če že kupujete omega 3, poskrbite za to, da je res čista. Ne morete uživati nekaj, kar je narejeno iz obmorskih mehkužcev. Tele mehkužci me ne grejo. In
si zagotoviti, da ne užijete zraven še težkih kovin. Zakaj moj C-vitamin? C-vitamin, no moj, od podjetja Neolife. C-vitamin od podjetja Neolife ima noter izvlečke češnje acerole, ki je najboljši naravni vir C-vitamina. Notri so izvlečki šipka, ki je drugi najmočnejši vir C-vitamina. Poleg tega je pa postopek postopnega izločanja, tako da telo ima 6 do 8 ur dovolj časa, da pobere C-vitamin, ker C-vitamin je potreben za obnovo našega telesa, za hormonsko delovanje, za lepo kožo in nenazadnje za vse presnovne procese, ki delujejo tudi na hujšanje. Se pravi, zdaj, če ponovim. Če želite shujšati prav trebuh, uživajte zvečer zelenjavo in beljakovine, dodajte omega-3 in C-vitamin, prehranjujte se po načelu srednjega glikemičnega indeksa, tako kot je opisano v knjigi, ko imajo hormoni žur, in če vam ne gre samo s hrano, si mogoče vzemite še zraven pomoč Neolife Shake. Zakaj? Ker vsebuje krom, pa ne samo krom, B-vitamin, E-vitamin, vse minerale, ampak prav krom je mineral, ki deluje na zmanjšanje želje po cukru. Enostavno se vam želja po cukru ustavi, ker ko vam manjka kroma, hlepi vaše telo po cukru. Enostavno, in zakaj? Zdaj pa se spet vrnem na začetek zgodbe. Zaradi tega, ker ko nam manjka kroma, bom še enkrat narisala, ko nam manjka kroma, sladkor v krvi naraste in potem pade, spet naraste in pade. In vsakič, ko pade sladkor v krvi, se nam sproži nepopisna lakota. Krom pomaga, da sladkor ostaja v ravnovesju, s tem ostajajo celice odprte, telo začne porabljati maščobno zalogo iz skladišča, se pravi špeha, in po drugi strani zmanjša se vam popolnoma, ne zmanjša, ustavi želja potem, to bi zdajle nekaj dala v usta. In ponavadi, pri meni je takrat, ko bi nekaj jedla, vedno povezano s sladkorjem, s čokolado, s piškotki, nikdar moje telo ne da informacije, ko bi pa jaz zdajle jedla korenček. Pri meni to ne gre in vem, da tudi pri vas ne, ker tale hormon, lakote, inzulin, je povezan točno s tem, da nas sili, da takoj v telo vnesemo cukor. No tako. Zanimiv odgovor. V glavnem, gospe sem rekla, da bom posnela video, ker je pač majčkeno bolj kompleksen odgovor, ker ne morem tega napisati v 3 stavkih. Ampak, pojdimo še na karte prehodu na dobo. Kaj vam stvarstvo sporoča za vse tiste, ki ste mogoče majčkeno preveč nezadovoljni s svojim telesom? No ja, prva stvar je, dajte začeti sebe imeti toliko radi, da se nahranite na vsaki 2,5 uri. No pa da vidimo, tale je. Tebi se vsak dan rojeva nova energija in ti si povezan z plodnostjo in obiljem. Zaupaj v tok življenja, ker tok življenja te popelje tja, kjer je zate najboljše. In zavedaj se, da si ti človek, bitje svetlobe, ki je tu poklican, da deluje v dobrobit vseh. In lepota tvoje duše. Dovoli, da se lepota tvoje duše izrazi na tvojem obrazu in na tvojem telesu. Pač tvoja duša je lepa, pa mlada. In če nisi zadovoljna s svojim telesom, začni delati korake, da boš postala zadovoljna. Ker tvoje telo se odziva na pesem tvoje duše. Tako pač je. No, tako da uživajte, vse dobro vam želim. In ja, koda za popust na moji spletni strani srečnoživljenje.si je zdravje, tako da lahko dobite tudi knjigo ali pa vitamine z 10% popustom. Tako da uživajte, vse dobro vam želim. In ja, teža nas vedno uči, da je postavil sebe na prvo mesto. Tako da uživajte in res vse dobro.